Živijo na našem kanalu, ki spreminja hobi v donosen posel. Danes sem zate pripravila en ful hud nail art, ki je za vse tiste, ki so začetnice, za tiste, ki se jim ful tresejo roke, ali pa za tiste, ki mislijo, da so brez talenta. Tako da, check it out! Kako se lotiš poslikave? Imaš template, zloadi si jih dol, imaš v komentarjih, si zloadaš takšne manjše template in boš potem lahko na tole risala. In potem si določiš, na kater nogt boš narisala kakšen dizajn. Nikoli na sredinca ne daješ najbolj živahnih barv ali pa najbolj crazy nail arta. Kajti sredinc je že tako po sebi največji in tako bo sam še dodatno ga poudarila. Ko si se odločila, kaj boš narisala na določen noht, potem boš določila tudi barve, z barvico pobarvaj. Ko si z barvico to pobarvala, boš najdla v svojem salonu svoje barve, ki jih imaš. Lej, lahko to čisto komot kombiniraš. Lahko je to permanentna barva, lahko je gel barva, lahko je permanenten lak, lahko je akrilna barva in si takole narediš vzorec, pač kapljice, da boš vedela, kakšna je temnozelena in katera je to. In takole si jaz tudi vse označim, številkami in pa tudi, kater brand je to. Zato, da imam potem res shemo in ful hitrejš naredim dizajn na nohtih. Potem si še določim, kakšen bo postopek. Prvi korak, kaj bo podlaga, kakšna bo podlaga. Ok, tukaj bo rozasta podlaga, na treh je rozasta podlaga, na enem bo zelena podlaga, v redu. Potem, kaj sledi naprej? Naprej, recimo na tem nohtu sledi najprej bela podlaga. Kajti, kadar želimo ful imeti svetlejše barve in pa če nimamo zelo pigmentiranih, kakšni permanentni laki seveda niso pigmentirani, mora spodaj dati belo barvo. Tako da jaz sem dala spodaj belo in si označam. Potem sledi drugi korak bela in nato sledi zelena in modra in tako naprej. In tako si povsod na vseh teh napišem, zato da ful hitrejš naredim dizajn. In še nasvet za začetnice in za tiste, ki mislite, da ste pač netalentirane, vsak dizajn vedno razdeli na osnovne enote. Recimo v tem našem primeru, tukaj, ko imamo oko, iz česa je ta dizajn narejen? Ja, iz kroga. In vedno vsak dizajn je iz nekega osnovnega elementa. Tako da v našem primeru danes delamo kroge. Zdaj pa poglejmo postopek. Ne se pozabiti subscribati tukaj dol, ker vsak teden delim nasvete, kako hobi spremeniš v posel. In pa ne pozabi, v komentarjih imaš povezavo, kjer dobiš brezplačno takšne template, na katere potem rišeš. Ful ti bo to olajšal job. Čau!